Glasovi svetov. Bi lahko s pomočjo plesa bolje razumeli, kako deluje kataliza? Bi nam lutke lahko približale zapletene znanstvene koncepte? Marsikdo bi verjetno pomislil, da je to kaj čudna domislica. Pedagoške strategije, ki pomagajo osvajati znanje in nove spretnosti otrokom v vrtcih in osnovnih šolah, menda ne morejo ponuditi kaj uporabnega, ko gre za visokošolsko znanje, za poglobljeno razumevanje različnih znanosti, njihovih konceptov, enačb in drugih precej zahtevnih vsebin. Danes seveda vemo, da se učimo na zelo različne načine. Včasih skoraj ne opazimo, da smo nekaj osvojili, tako mimogrede se to lahko zgodi, drugikrat se mukotrpno spopadamo z vsebinami, ki se kar nočejo ugnezditi v naš spomin. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na to, na kakšne načine in kako uspešno se srečujemo z novim znanjem. Segajo od osebnih značilnosti in interesov do tega, kako zanimivo in razumljivo so nam vsebine predstavljene. A na delu je še cela paleta drugih dejavnikov. Od vloge samega gibanja na dejavnost naših možganov do vrste različnih pedagoških strategij, med katerimi številne prihajajo iz polja umetnosti. Veliko je raziskav, ki kažejo na pozitivno vlogo stimulativnih in inovativnih učnih prijemov, a obenem nam danes tehnologija omogoča tudi povsem nov vpogled v dogajanje v nas samih med samim učenjem. Fiziološki odziv in možganske signale je namreč mogoče spremljati neposredno s pomočjo posebnih senzorjev oziroma tako imenovanih vmesnikov človek-stroj. Pokaže se, da je presenetljivo lahko slediti določenim fiziološkim odzivom na vsakokratno učno okolje in ko tako spremljate večjo skupino študentov in študentk, se včasih razkrijejo tudi prav presenetljivi, celo nepričakovani vzorci. V tokratnih glasovih svetov si bomo tako pobliže ogledali, kaj se pravzaprav zgodi, ko združite spoznanja z različnih področij, od pedagogike in andragogike pa do elektrotehnike, od strategij, ki so značilne za umetniško ustvarjanje, do vloge oblikovanja in inovativne učilnice. Na Univerzi v Ljubljani so te vidike interdisciplinarno prepletli v projektu Ultra, v katerem je sodelovalo kar 8 članic univerze. Kakšna nova spoznanja so se pri tem razkrila, bodo danes predstavili profesor dr. Gregor Geršak z Fakultete za elektrotehniko, docentka dr. Vesna Geršak in dr. Mojca Stojan-Dolar z Pedagoške fakultete ter izredni profesor dr. Rok Kuhar z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Vsem prav lep pozdrav glasovih svetov. Dober dan. Zelo dolgo, bi lahko rekli, je prevladovalo prepričanje, da je za učinkovito učenje nujno zbrano in pozorno spremljanje predavanj ali pa podobno zbrano in tudi skoraj nepremično branje. In čeprav se je že pred časom pokazalo, da ima ta pristop številne pomanjkljivosti, je še vedno kar pogost, še zlasti na predavanjih na univerzah. A v projektu Ultra pravzaprav pripeljete na naravoslovno-tehniške fakultete lutke, gledališke tehnike, ples, ustvarjalni gib, oblikovanje in še marsikaj drugega. Doktorica Vesna Geršak, na kakšen način ti pristopi torej delujejo pri študentih? Ja, pozdravljeni. Res je mogoče sprva zanimivo ali pa mogoče celo čudno, kot ste rekli, da bi pripeljali lutke, ples, gib na fakultete in to na tehniške fakultete, ampak ravno to je bila ideja projekta Ultra. Kako lahko preizkusimo različne, inovativne, aktivne, izkustvene učne pristope tudi s študenti in to s študenti tehniških fakultet. In ravno v tem je ideja, da smo poskušali študente vključiti čim bolj aktivno, da niso tisti pasivni poslušalci
predavanj, ampak da so nekako aktivni tudi s svojim telesom, da med predavanji vstanejo, da nekaj preizkusijo s svojim telesom, z gibom, da animirajo morda neko lutko, ki je zelo konkretno narejena za določeno tematiko, ki jo pač obravnavajo pri teh zahtevnejših tehniških vsebinah, ali pa da vključimo neke dramske pristope, gledališke pristope. Ja, namen vsakega poučevanja je seveda, da pač otroci, odrasli, študenti, dijaki, kdorkoli odnese čim več, ne? Ampak to, kaj je tisto, kar nas najbolj pritegne, kar nam najbolj omogoči, da si pravzaprav res dobro zapomnimo tisto, kar nam naj bi bilo posredovano, ne, je pa malo težje ujemljiva stvar in to ste pravzaprav nekako, čeprav razumem, skušali zajeti vsaj deloma v tem projektu. Doktorica Mojca Stojan Dolar? Ja, v tem delu projekta, kjer sem jaz sodelovala, smo poskušali ugotoviti, s čim je zdaj povezano učenje med predavanji. Ne? Vsi vemo, da smo bili kdaj na predavanju, pa smo bolj poslušali, manj poslušali, si več zapomnili, manj zapomnili. In zdaj mi smo probali ujeti ta nihanja v recimo pozornosti tekom predavanja, pa pol na koncu smo še študente vprašali, koliko pa mislite, da ste se danes naučili. In smo potem gledali, kaj so zdaj tisti dejavniki, ki bi bili s tem povezani. In to smo počeli na tak način, da smo med predavanji ob naključnih trenutkih študente in profesorja, ki je predaval, ali pa profesorco, vprašali eno serijo vprašanj, kaj zdaj v tem trenutku doživljajo, kje je njihova pozornost, koliko se imajo dober, koliko trpijo, koliko jim je dolg čas, takšne stvari. In to, kar smo ugotovili, je, da ključen moment je zanimanje študentov. Zanimanje je v bistvu tako prepleteno s pozornostjo, da to skoraj nekako ne moš ločeno obravnavati. Poleg zanimanja se je pa izkazal kot drug tak zelo močen element v bistvu počutje profesorja, koliko profesor uživa v predavanju. Koliko profesor čuti stika s študenti. In takrat, ko profesor uživa v predavanju in čuti stik s študenti, se izkaže, da študentje se včasih zavedajo tega stika, včasih pa niti ne, ampak vse je njihova pozornost sledi tej, rečemo temu, pozitivni energiji profesorja. In poleg tega recimo še en dejavnik, ki je bil zelo pomemben, je to, da so se študentje dobro počutili. Takrat, ko so se dobro počutili, se je bila njihova pozornost na predavanjih večja in tudi na koncu so imeli potem vtis, da so se več naučili. Kakšen pa je bil pravzaprav prvi odziv študentov, denimo pri vas, dr. Gršak, elektrotehnike, ko ste jih soočili s tem, da bomo pa zdaj se učili precej drugače kot običajno? Ja, dobro, moja vloga je bila tukaj v bistvu kot enega predstavnika ene tehnične fakultete. Poleg elektrotehnike smo imeli zraven še strojno, pa kemijo, pa biotehniško, pa pomorstvo in promet, pa naravoslovno-tehniško fakulteto. Bilo nas je res veliko iz tehničnih faksov, ker tehniki smo vse malo drugačni. Inženirji smo malo drugačni in zaradi tega tudi mogoče potrebujemo malo drugačne pristope k poučevanju. In tisto, ki je bilo pri vsemu meni najbolj zanimivo, je bilo raven ta, na začetku sem bil jaz malo v dilemi ali pa tudi lepo rečeno pod stresom, a bojo moji elektrotehniki, se pravi moji študenti, jaz sem imel študente drugega letnika do diplomskega študija, kako bo zdaj to izgledalo, ne? Če me zdaj njim neke precej kompleksne teme iz elektrotehnike, tako teme so bile težke, to ni bilo nekaj lahkega, ampak nekaj težke. Če jim bom to predstavljal s pomočjo profesora iz pedagoškega fakultete na drugačen način, ki bo pa tako otroči preveč za naše električarske možgane. Nisem si čisto popolnoma predstavljal, kako bo izgledal recimo razlago emisivnosti, ki je en parameter vsake snovi na svetu, ki je zelo, zelo pomemben takrat, kadar to isto snov opazujemo s termovizijsko kamero, da gledaš temperaturno razporeditev ene take. Skratka, če nekaj tehničnega, kako mi je zdaj to predstavljalo z lutkami, ne? Ker sem jaz to na začetku slišal, se mi je zdelo, ker sem si predstavljal, ali senčne lutke, ali marionete, ali ljudje bojo, ali bomo mi študente v črno oblekali, pa bojo oni skakali, glavno, bilo je res grozen. No in pol sem pogruntal, da te metode, ki sem jih jaz zdaj dobro spoznal sem pa poučevanje z gibom, pa poučevanje z lutkom, da niti slučajno ni tako strašljivo, kot sem jaz mislil, da bo.
Predvsem pa jaz mislim, da v prihodnje za uporabo na tehničnih fakcijih se ne sme reči temu ples, ampak se reče gib, je takoj boljš, pa ne se reče lutke, ampak mogoče s kakšnimi sredstvi, pa je takoj boljš. Tako da izkušnje so bile super, študenti so se super imeli in jaz mislim, da ta moj skok v umetniški dodatek na nekaj tako zelo realnega, ki je popolnoma aplikativne vede, kot so inženirske vede, da je kar dobro se iztekel. No. Ja, glede na to, kar ste povedali o tem, da morda ni dobro omenjati lutk pa plesa, ne, se zdi, da ja, pravi izrazi, ki zgrabijo našo pozornost in nas prepričajo, so tudi očitno na tem področju pomembni. Torej, Vesna Geršak, kako torej ste se vi z vašega področja lotili prilagajanja tovrstnih pedagoških metod zdaj v bistvu nekaj novi publiki? Ja, to je bil najtežji del, v resnici tudi za nas. Moram pa povedati, da smo pravzaprav ta projekt osnovali že na eni preliminarni študiji, krajši študiji, kjer smo pravzaprav metodo ustvarjalnega giba že preizkusili na fakulteti za elektrotehniko s študenti drugega letnika elektrotehnike pred leti. In takrat, ko smo pač neke zahtevne njihove vsebine poučevali tudi na ta način, šlo je za magnetizem, upor, ne vem, pomagaj, ne, kaj smo že točno delali, se je skazalo, ko smo evalvirali te učne ure potem in rezultate, da so bili te skupine študentov, ki so bili deležni tovrstnega poučevanja, uspešnejši pri tistih odgovorih potem na izpitih. Iz tega je tudi nastal en pomemben znanstveni prispevek in ne, študenti pa sploh nekako niso jemali tega, kot da se mi nekaj igramo, ne, tako kot je rekel Gregor, mogoče, da je to otročje, ampak so se takoj zelo aktivno vključali. Jaz sem bila presenečena. Jaz recimo, ko sem vstopila takrat v ta njihov, pač v to njihovo učilnico, sem si pač zamislila tako, ali bodo res dobro sodelovali, ali pa bodo rekli, pojdi ti raj na fakulteto k tvojim študentkom te pristope nekako preizkušati, to ni za nas, ampak res bili so fantastični. Takoj so se spomnili, vzeli iz omare neke kable, neke stvari, začeli to v gibanju preizkušati in ustvarjati. Tako da to je bila že ta izkušnja ena taka dobra, že prej. In ko smo zdaj načrtovali te vsebine, je bilo za nas kolegice, kjer smo sodelovali, tudi dr. Helena Korošac, Nuša Jurjevič, Urša Rupnik na teh naših pristopih, je bilo najbolj pomembno to, da smo se mi najprej mogli malo naučiti, kaj sploh pomeni emisivnost, kaj na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kaj pomeni, ne vem, različne vrste mletja in te procese in tako naprej. In potem, ko smo se mi toliko seznanili, da smo lahko začeli razmišljati, kako bi to predstavljali študentom, so bile takoj pač neke dobre ideje in to take, da za odrasle. Se mi tudi delamo pri nas na fakulteti študenti, včasih simuliramo, kako se to potem dela z otroki v vrtcu, ampak pred nami je tudi na naši fakulteti odrasla publika. Skratka, kar pritegne, lahko zelo očitno deluje, ampak preden se vrnemo k podrobnostim tega, kaj in kako ste pravzaprav vnesli v predavanja na tehniških fakultetah. Načeloma velja, da če se nekje dobro počutimo in nam je okolje nekako tudi prijetno in stimulativno, ima to tudi svoje, morda manj zavedne, pa vendarle očitne učinke. Rok Kuhar, kako ste pravzaprav vi pristopili k temu projektu, kje ste iskali tiste ključne parametre, ki bi jih želeli pravzaprav bolje oblikovati, da bi bilo okolje za predavanja, za učenje boljše za učence in morda predavatelje? V principu industrijsko oblikovanje že tako deluje na nekem križišču med naravoslovnimi in tehničnimi znanostmi. Mi smo se tako nekako počuli kot neki mediatorji med temi pisano grupo različnih članic Univerze v Ljubljani in smo skozi naše znanje, naše postopke, ki jih že tako v našem procesu uveljavljamo, poizkušali res razumeti raziskave, tako tehnične kot vse ostale, ki so bile skozi relativno dolgo obdobje zelo kompleksne in smo dobili vrsto, mogoče včasih celo presenetljivih rezultatov, v katerih smo ugotovili, da zrak, hrup, svetloba, interjer in vzdušje v prostoru
zelo vplivajo na proces. Vplivajo na to in našo težnjo, da želimo, da študenti pridobijo trajno znanje. In zdaj karkoli početi, da bi to res udejanili to željo, so vsi te parametri imajo majhen delež, ampak hkrati pomemben. Ugotovili pa smo, kar je bilo na začetku vsaj za nas kar presenetljivo, no, predvsem v času, ko je vse usmerjeno na ugodje in dobrobit študentov, da je pa kako se počuti predavatelj, kakšne ima pogoje in a ima vso infrastrukturo, da lahko žari, da prevzame študente. Nek rezultat, v katerega smo potem proti koncu projekta usmerili zelo veliko energije, zagotavljanju, poleg jasno vseh teh ostalih parametrov, tudi kvaliteto in nek sproščen in kvaliteten prostor, s katerega on lahko predava. Kaj pa je pravzaprav spodbudilo ta premik pozornosti k predavateljem? Se je kje pravzaprav pokazalo, da je ta pozornost preveč usmerjena k študentom? Je prav bil trenutek, moramo pogledati vendarle še ta vidik podrobneje? Ja, ravno skozi te raziskave študenti, kjer smo ugotovili z zelo zanimivim pristopom, kjer smo ugotavljali na relativno kratkem razdobju, kaj se dogaja z njimi, smo ugotovili, da je, kako dojemajo predavatelja, da to je nad tem, ali mogoče zrak slabši, ali so lačni, ampak takrat, ko smo ugotovili, da se predavatelj počuti dobro, se tudi oni, ne. Se pravi, dober predavatelj pravzaprav odtehta marsikaj drugega. Mojca, Stojan Dolar, vi ste verjetno pričakovali to preusmeritev? Prav pričakovala mogoče ne. Veliko se dogaja nekako v tej naši skupini zelo različnih ljudi z različnimi ozadji. Res lepo je bilo ta interdisciplinarno sodelovanje in na teh sestankih smo počasi skupaj prihajali do tega, da je treba predavatelju posvetiti več pozornosti. Po drugi strani pa tudi v literaturi je tako, da se večina raziskav vrti okrog študentov, kar je seveda prav, ker cilj je, da se oni nekaj naučijo. Pa potem imaš druge raziskave, ki se ukvarjajo s tem, kako predavatelji doživljajo svoje poslanstvo, svoj poklic, kako grejo v izgorevanje včasih in tako naprej. Mi smo pa eni redkih, kjer smo res hkrati v istem trenutku vprašali, kako se počutijo in eni in drugi. In tukaj smo potem dobili ven to, kar je že Rok omenil, pa dejansko podatke na naših študentih, v naših predavalnicah, da poleg tega, da je treba, da jih stvar zanima, kar je spet povezano s predavateljem, je ključen element to, kako predavatelj uživa v predavanju. In takrat, ko predavatelj uživa in čuti dober stik z njimi, takrat tudi oni lažje vzdržujejo pozornost in se več naučijo. In iz tega je potem bil naslednji korak nekako logičen, da se v prostoru ukvarjamo tudi s predavateljskim delom učilnice. Gregor Gršak, ja. Če lahko jaz še dodam, je pa še to, da Univerza v Ljubljani ima tako različne prostore, v katerih poteka študijski proces, da to je bila ena izmed teh stvari, ki smo mi v resnici izkoriščali, da prihajamo zelo različnih članic. Ene imajo krasne, nove, velikanske, lepe prostore, eni imajo nekrasne, ne velikanske in tako naprej, kot na kakšnih drugih članicah. Ampak tako, vsa ta paleta od predavalnic skoraj brez oken ali pa brez oken do steklenih predavalnic smo jo lahko malo pokrili. Se že zdaleč ni bilo dosti, ker to bi rabili še 2 leti za vse to pregledati, ampak dobili smo ene podatke, kako pravzaprav izgleda čisto fizikalno ali pa kemijsko okolje nekje, na neki fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Hkrati so pa recimo te Mojčine raziskave, ki se čisto ukvarjajo s študentom plus profesorjem v tem istem prostoru, kaj so oni med tem, kaj se v njihovih glavah med tem dogajalo. Ker to moram tudi reči, da Mojca raziskuje doživljanje. In to je v mojem svetu, tem elektrotehničkem zelo tako, kva pa je to zdaj? In mislim, da smo se vsi mogli naučiti najprej sami sebe tako opazovati, kaj jaz pravzaprav zdaj čutim, doživljam. Če sam še tole, da nam predolgo govorim. Ta projekt je res sjajen, ker to je
toliko različnih stvari na kupu zmečkanih v en tak golaž, da je prav neverjeten, da smo mi do česarkoli pametnega prišli. In ta pedagoški del je izredno kompleksen. Opazovanje študentov in predavateljev v prostoru je izredno kompleksno. In med študijskim procesom je pa še bolj kompleksno. Tako da tisti del fizikalen, kakšni so pogoji, okolje, v kateri ljudje sedijo, je bil trivialno lahek pred temu, kar so se na pedagoškem pa Mojca ukvarjali. Verjetno pa tukaj pridejo v poštev tudi vpogledi, ki so jih prinesli, torej tisti vmesniki oziroma senzori, ki sem jih omenila že uvodoma, s katerimi ste pravzaprav lahko spremljali tudi vsaj deloma ta fiziološki odtis našega počutja oziroma počutja študentov in predavateljev med samimi predavanji. Lahko malo več pravzaprav o tem še poveste, dr. Gršak. Se pravi, nas je zanimalo, kako se počuti ena oseba v učilnici. Ne? In sicer to je bilo izredno dobro, da nas so zanimali in profesori in študenti. No in opazovali smo jih pač glede na to, da so oni podajali, kako se počutijo oziroma neka svoje doživljanja v točno določenem trenutku predavanja. To je Mojca delala. Hkrati smo imeli tudi vprašalnike. Če smem zmotiti, to je šlo, Mojca, $100 preko vprašalnikov. Kako se oni počutijo? Kako ste ta vidik spremljali? Že prej me je zbudilo pozornost to težko opisljivo vzdušje, ne? Ja. V okviru našega projekta smo razvili tudi eno aplikacijo za mobilne telefone, ki je bila namenjena prav beleženju doživljanja. In v bistvu na ključnih trenutkih je zazvonilo in takrat predhodno so dobili ljudje neka navodila, neko vodo, da so mečkam vedeli, kaj se jim dogaja. In v tistem trenutku, ko je nepričakovano zazvonilo, so bili profesori toliko prijazni, da so za 5 minut prekinili predavanja in so vsi na mobilnem telefonu odgovarjali na vprašanja, ki so bila pripravljena. Pa če se zdaj vrnemo torej k spremljanju. To naključni dogodki, recimo jaz sem imel konkretno 2 uri predavanj in v 2 urah se 3-krat ali pa 4-krat je nekaj zazvonil in potem smo jaz in moji študenti odgovarjali na par vprašanj. Recimo, kako se zdaj počutim, kaj sem prej mislil, ali mi je presvetlo, ali mi je pretemno, ali čisto take zelo splošne stvari, iz katerih je pol Mojca kasneje izbrskala ven kaj neke skupne stvari. Skratka, mi smo ljudi gledali, se pravi opazovali, kako se počutijo s pomočjo teh vprašalnikov, ki so se na random, se pravi na ključnih časih pojavljali. Dodali smo pa zraven še ene posebne prstanje, to so bile pa neke take nosljive naprave, ki so jih vsi študenti imeli na prstih, ki so pa merile v bistvu 3 fiziološke parametre, ki so povezani direkt z avtonomnim živčnim sistemom človeškim. To pomeni, da nekaj, na kar mi zavestno ne moremo vplivati. In sicer na naš srčni utrip. Srčni utrip so merile, kako se je koža ohlajevala pa segrevala med nekimi psihološkimi dogajanji, pa kako so delale železe znojnice, se pravi, koliko so roke švicale ali pa ne. To so take klasične metode, ki jih že 100 let delajo in sicer z njimi v resnici ugotavljajo, kako se nekdo počuti. No in to dvoje skupaj, zdaj en tak plan v prihodnosti je, da bi bilo, kako bi bilo sjajno, če bi Mojčine vprašalnike, ki se pojavljajo vsake toliko cajta, da bi se oni pojavili tudi takrat, ko sem jaz kot oseba v študijskem procesu recimo vznemirjen. Da bi ravno takrat, ko bi ta moj prsten recimo pogrunil, zdaj pa cela predavalnica, vsem se nekaj dogaja, da bi takrat prišel en vprašalnik. In bi pa rekel, in bi se mogoče kaj ugotovili. Tako da ta povezava fiziologija pa neki vprašalniki se saj meni iz tega elektrovidika zdi tako ful fantastična. In pa mogoče ta del, kar je bilo kle meni zelo zanimiv, je to, ker ta povezava Mojca pa mi, ne, je taka klasična interdisciplinarna povezava. Mi imamo pač naravoslovne znanosti, kognitivna znanost, pod kaj to spaša? Zelo interdisciplinarno. Ja, oni so že tako interdisciplinarni. Jaz mislim, da je tukaj šla ta povezava naravoslovje, družboslovje plus tehnika. Ne? In to ni nič tako neverjetnega. Tisto, ki je bilo pa meni tako neverjetno pri tem projektu, je pa to, da smo še recimo Roka pa Vesno vključevali. To je pač v našem svetu je to čisto drug vesolje.
In ta del, zato sem rekel, da ta projekt bil res sijajen, ker je bil pa res zelo interdisciplinaren. In meni je bilo ful zanimivo, kaj so moji študenti govorili sploh, ko so jih spraševali, to nisem glih dol povedal. Ta umetniški del našega projekta je pa tudi imel svoje vprašalnike in so vprašali študente, kako se je pa tebi zdaj zdelo, da recimo na kemiji so imeli gorivno celico, so prikazovali in tam pa so študenti se spremenili v kisike, pa vodike, pa protončke, pa tam nekaj skakali, se niti ne vem, kako to dela, ampak tako, in mi je bilo zanimivo, ko so jih vprašali pa študente, kaj pa se je tebi zdelo zdaj to? Je to se ti zdelo kakor vrtec, ali si ti od tega kaj potegnil? In je bilo zelo zanimivo, ker ti rezultati, jaz ne vem, če točen kako, ampak se bo res ne povedala, ampak v resnici je bilo meni zelo zanimivo, ker noben ni tega jemal kot nekaj tazga neprimernega za visokošolski učni prostor. Vesna Geršak? Ja, pravzaprav rezultati anketnih vprašalnikov, ki so bili potem na koncu kar na velikem vzorcu, ker smo to delali 2 leti z vsemi temi različnimi skupinami, so pač pokazali, da so študentje zelo visoko ocenili recimo sodelovanje sošolci, se pravi ta vidik, da sodelujejo med seboj, najbrž pač pri vas na teh klasičnih predavanjih nimate nekih interaktivnih metod, kjer bi lahko študenti bolj ali manj najbrž pasivno sedijo in poslušajo. Potem zelo visoko na drugo mesto so uvrstili razumevanje snovi, to pomeni, da so se oni res naučili, razumeli, in kar smo mi tudi prej pri drugih raziskavah potem ugotovili, da te pristopi prinesejo trajnejše, to dolgotrajno znanje. Zato, ker pač te vsebine oni ne samo slišijo, vidijo, ampak jih tudi utelesijo. Skratka, govorimo tudi o teh procesih utelešanja. Potem so bili pa še nanizani ostali, da jim je bilo to zelo zanimivo podajanje snovi, da so razvijali lahko domišljijo, da so bili telesno aktivni, ustvarjalni, da so bile ure prijetne in tako naprej. Kaj pa pravzaprav so, ko pravite, da so si pravzaprav bolje naučili snov, bolje razumeli te fakultetnem nivoju dokaj težke tudi snovi, pa seveda o gorivnih celicah se lahko učijo tudi otroci v osnovni šoli in verjetno, da ne mara kaj se, morda na v principu podobne načine. Je torej ta način, vaš nov inovativen način poučevanja določenih tovrstnih konceptov pomagal jim na boljši način razumeti, kaj se dogaja, ali se je to potem preneslo tudi v tiste bolj abstraktne vidike tega istega znanja, ko je treba vendarle razumeti vse te enačbe, ki to opisujejo in znati tudi to? Ja, to je vse povezano med seboj. Ko si ti bolj aktiven, po učni uri in ne spiš na pol tam nekje od zadaj v vrsti, neki zadnji, ko ti res dojemaš, razumeš, na drugačen način torej sprejmeš to učno snov, ne samo vidno, slušno, ampak tudi tako nekako bolj celostno, tudi s telesom in tako, in si pri temu tudi tako, kot smo zdaj prej poslušali, Mojco, se dobro počutiš, to tudi zelo vpliva na to, kako si ti pač, kaj se boš naučil. Potem seveda se to prenese tudi na to, da lažje potem naprej druge koncepte razumeš. In pri nas recimo na osnovnošolskem področju imamo največ teh raziskav narejenih, kako te pristopi vplivajo na učenje, socialne odnose, počutje in tako naprej. In tukaj se res zelo, zelo dobro pokaže, da če pač te pristope uvajamo, bodi si v matematiko, naravoslovje, različne pač učenje jezika, da to zelo pomaga učencem. Pa mogoče bi tudi tukaj še dodala ta vidik, da so naše raziskave pokazale tudi zelo pozitivne pač učinke na učitelje, ravno z tega vidika, da ko delajo na tak način v razredu, ko poučujejo s tovrstnimi pristopi, da se potem tudi počutijo bolj samoučinkovite, pa manjša percepcija izgorelosti. To so bile tudi delane raziskave na ta pač način. Tako da sem nekako bom rekla in za učence in za učitelje, nekako dobro biti, kar smo pa potem poskusili prenesti torej pa na študente tehniških fakultet in te zahtevne tehniške vsebine. Gregor Geršak, ja? Ja, jaz sem se sam še nekaj spomnil. Recimo ena izmed glavnih
ugotovitev fakultete za pomorstvo in promet v Portorožu, ki so imeli ogromno študentov, ki so bili iz 3 ali pa 4 smeri, istočasno na tem predmetu, kjer smo se to šli vse skupaj. Glavno ugotovitev niti ni bila znanja, so razumela te stvari ostale, ki je za nas zanimali, ampak da je profesor pogruntal, da so se oni tako zelo povezali in spoznali. In bili so, mislim, da prvoletnik, tako da se itak niso ničkaj tako zelo spoznali in je rekel, da bo on to metodo poskušal čim več vključevati, ravno zato, ker s tem naredi en tak bolj ugodno okolje, v katerem se dobro počutijo. Hkrati se pa spomnim na fakulteti za strojništvo, ker je bil pa akademija, ALO, sem pa zdaj, se to Rok ti mogoče kaj bolj švečeno, ampak kar sem jaz slišal, je bilo tako, da na fakulteti za strojništvo ima en zelo kompleksen predmet, ki je bilo kar izziv ga učiti in se ga učiti. Ne? In so ga zdaj tako prenovili, da zdaj so vsi študenti in tudi predavatelji navdušeni to delati. In to sam s pomočjo s tem, ker so ta oblikovalski pristop v bistvu nekaj, kar oni delajo že od prav zgodovine, zdaj so urinili ali pa ustavili v ta študij strojništva. Ne? Ok, Rok Kuhar, kako torej transformirate nek tak neprijeten predmet z oblikovalskimi prijemi? Nisem rekel neprijeten, sem rekel, da je bil izziv. Težek. Ja. Težek, ja. Mislim, da ravno obe raziskavi in oba projekta sta s tem prepletanjem ugotovitev prišla v neki fazi do priložnosti, ki jih imamo kot oblikovalci, pa tudi sploh profesori, da spremenimo naše ustaljene načine. Ne. V bistvu sta oba projekta začela spodbujati, ali pa marsikdo to že tudi počne, ne, ampak želeli bi, da te rezultati vplivajo kot neka spodbuda na poizkuse spreminjanja utečenega dela na Univerzi v Ljubljani. In mislim, da so ravno rezultati tudi pokazali in v bistvu ta popolnoma neke merljivi, tehnično merljivi rezultati, da se da spodbuditi in spremeniti naše delo. Ne. In v bistvu bi želeli res spodbuditi vse predavatelje, da se odmaknejo kjer se le da od dela ex cathedra, tega izrazito ločenega nastopa pred študenti in uvesti mogoče neke nove, drugačne stvari, ki smo jih poizkušali na teh projektih aplicirati. No, kljub temu, da ste pravkar izpostavili to potrebo, da se umaknejo iz tega ex cathedra pristopa čim večkrat, Rok Kuhar, pa ste vendarle ugotovili, da tudi to, kakšen je kateder, iza katerega pač vendarle občasno predavatelji morajo podajati svojo snov, pomembno vpliva na uspešnost tega podjetja. Ja, mi smo ugotovili, da po raziskavah in po pridobljenih rezultatih, kakšne imamo sploh priložnosti, da ta projekt zaključimo. Ne? Na projektu, kjer smo raziskovali učno okolje, smo ugotovili, da ravno zaradi tega, kot je profesor Geršak rekel, da je v bistvu so predavalnice na Univerzi v Ljubljani tako različne in tako nekatere podhranjene, nekatere dobro opremljene, da ne moramo nekih izboljšav v akustiki, v svetlobi uvajati, ampak smo videli priložnost, ki bi bila pa aplikativna na vse predavalnice, nek prostor, ki je zaenkrat še predavateljev pult, ki bi pa lahko postal tudi nekaj drugega, ampak kljub vsemu smo vseeno na malo konzervativen način tokrat še oblikovali pult, ki je konstrukcija, ki ne zakriva predavatelja oziroma predavatelja. Važno je, da študenti fokusirano opazujejo predavatelja, da s tem tudi ta povezava med opazovanjem njega in poslušanjem je jasna, ne? In da ima predavatelj možnost polsedenja, da se ga vidi čim več, kljub temu, da ima pred sabo potreben material, ki ga rabi za predavanje, in da se lahko premika in hkrati včasih se ga vidi celega, včasih se ne vidi celega, da je v bistvu konstrukcija vizualno, pojavnostno takšna, da je v bistvu ni skrit za klasičnim pultom in ga vidiš samo od pasu navzgor. Se pravi, lahko pričakujemo morda to obliko
predavateljskega pulta v bližnji prihodnosti po Ljubljanski univerzi? Eden od rezultatov našega dela raziskave je tudi prototip tega pulta. In zdaj na prvem dogodku, oziroma naša nova dekanja, profesor Predan, ga je imela kot svoj pripomoček pri prvem predavanju. Tako da se želimo, da bi v bistvu te naše izkušnje upoštevala tudi mogoče v kakšnih naslednjih korakih Univerze v Ljubljani in uvedla ta pult ali pa del tega pulta, ker je zasnovan kot sistem tudi v ostale predavalnice ostalih članic. Ste ta pult ostali izprobali? Kakšni so vtisi? Gregor Gršak? Ja, mi imamo, pač naša fakulteta je tako kar zgledno urejena, kar se tiče prostorov, tako da nismo ene izmed teh podhranjenih in na vsak način je pa pult tako drugačen, kakorkoli drugega, da če ne drugega, vsaj on privlač poglede. Tako da moji študenti, ki sem jih imel ob 8 zjutraj, kar je kar kritična ura za študirati, so tako iz teh, kar smo se pogovarjali mi tako sami, prvič so ga absolutno opazili, da je tam, drugič pa jim je bilo zanimivo, da je to malo drugače. In Mojca ima sicer bolj konkretne stvari, kaj so oni direkt tako na objektiven, standardiziran oziroma nek tak urejen način, kaj so povedali, ampak recimo te izkušnje, ki sem jih imel, jaz z mojim študenti so bile super. Je pa to tako, da bodo poslušalci vedeli, to gre za eno tako škatlo, ki je postavljena na navadno mizo, približno, ali pa samostoječa, ker to je več teh prototipov, in je travnata. Tako da ti, ko to pogledaš, tako daleč vidiš, in to rok povedal, je travnata, je to kakšna račja zela, ali kaj, bambus, ali ne, pač neke zeleno bitje, napol organsko, vsred tega prostora, ki je pač navadno učilenc s nekimi stoli, bolj ali manj pršafanimi, pa po stran predavalnica, pa kaj, in je v določenih fazah prototipa je bilo celo tako, da v temu zelenju, da je bil en monitor, kjer so se čist počas premikali eni oblaki. To meni je bilo res super, no. Samo ne oblaki, jaz sem se bo rok povedal kaj, ampak teh prototipov smo več videli in jaz moram reči, da mi je bilo zelo zanimivo, kako ti, tako ga je Rok prej rekel, z ne preveč nekega nasilja ali pa barvanjem sten, pa mis, pa ne vem kaj, samo to se nota in je res čez drugač in je usmerjene na govorca. To se mi zdi vajeno. Nismo imeli samo pozitivnih odzivov. Ravno zato mi smo srečo in tudi smo zelo veseli, da smo imeli to priložnost sredstvi, ki smo jih dobili, delati raziskavo, ki ni bila prehitro zaključena. Mi smo lahko skozi prototipiranje in različne poizkuse marsikaj ugotovili. Ne? In ta rezultat je zaenkrat mu je potrebno, da če kar precej dela, da dobimo nek resen produkt na koncu. Ne. Tudi materiali, ki so uporabljeni, so imitacija nečesa, kar bi moralo biti, se pravi, to zelenje še ni pravo, ampak bolj se je tukaj šlo zaradi neke površine, dojemanje, poizkus najti pravi material, pravi proporc glede na predavatelja. Vsekakor očitno, koliko zanimivih novih spoznanj se lahko takole porodi ob res mešanju različnih področji vedenj in znanj, kot velja za vse resnične interdisciplinarne projekte. Poznamo tudi seveda tiste, ki so tako samo bolj na videz. Pa me zdaj res zanima morda, kako je celotna ta izkušnja morda preoblikovala vaš pogled na to, kako torej vaše izhodiščno področje, Vesna Gršak, torej pedagogika skozi pač denimo ustvarjalni gib ali druge metode, pravzaprav zdaj drugače morda gledate na to, zakaj, kaj deluje in kako se lotevati morda zdaj nekih čisto novih tematik, glede na to, da ste izpostavili, da je bilo vendarle potrebno najti pravi način za razlaganje nekih konceptov, ki vam ne sodijo v vaše področje. Za mene je bila osebno to res taka
posebna, odlična izkušnja, kako smo to lahko najprej predstavili različnim profesorjem Ljubljanske univerze, ker zelo zanimivo je bilo, ker če smo želeli mi to delati z njihovimi študenti, smo seveda najprej morali to predstaviti profesorjem iz strojne fakultete, kemije, elektrotehnike, prometa in tako naprej. In moram reči, da so bili zelo dobri odzivi, ne, z njihove strani, ko so se tudi oni lotili nekih konceptov vključevanja gibanja, gledaliških, lutkovnih pristopov v neko naše, to ne, srečanje in sami preizkusili to. Tako da to mi je bila super izkušnja, da so nekako, in sem hvaležna kolegom, ne, iz tehniških fakultet, da so nekako potem tudi odprli na stežaj vrata svojih predavalnic, da smo lahko to poskusili potem z njihovimi študenti, skupnimi močmi. Prvo leto smo najprej to delali bolj ali manj mi iz pedagoške fakultete, naša ekipa. V drugem letu so bili pa že profesori bolj samostojni, smo jih pa mi samo malo podprli pri tem, ne, da smo skupaj to učno uro izvedli. In definitivno se mi zdi, da smo tukaj odprli še, bom rekla, več možnosti sodelovanja znotraj Univerze v Ljubljani, ker se mi zdi, da smo na nek način z našimi pristopi se res bolj ukvarjali s predšolsko vzgojo, osnovnošolskim izobraževanjem, manj srednješolskim, tako da tukaj se mi zdi, da se zdaj res odpirajo te nove možnosti, da ker imamo neke rezultate, tudi smo pripravili nek učbenik, kjer predstavljamo te učne metode in s konkretnimi primeri tudi podkrepljene, da bomo to še naprej kaj razvijali. Zdaj ta učbenik, kot mu pravite, Vesna Geršak, ne, dejansko ponuja zainteresiranim predavateljem navodila, kako se lotiti tovrstnih učnih ur z novimi pristopi, pa mogoče za nekaj več nazornosti. Nekaj smo sicer že slišali, ne, so bile lutke, je bil nek gib, ampak kako recimo se nečesa tehničnega lahko naučimo na nov način? Mogoče en tak konkreten primer iz kemije. Tam imajo pač neka učna tema, je proces mletja, različni mlini. In že ko pomislimo na to mletje mlini, se nas kar pokliče k gibu, ne? Ker to gre za neke procese gibanja, kako na različne načine te mlini delujejo. In mi smo enostavno pač študentom ponudili različne rekvizite, med njimi so bili tudi neki ti obroči, hula hop obroči, in oni so takoj to zapopadali, začeli s tem rokovati, se dali v skupine in prikazovati različne mline, planetarni mlin, pa tak mlin, ne pač te različne mline, ki jih pač oni obravnavajo, ne sede v predavalnici samo mogoče z slikami teh mlinov na PowerPointu, ampak so oni postali te mlini. Mogoče bi Gregor še dodal, kako smo to na elektrotehniki. Ja, to je bilo meni zelo zanimivo, ker recimo mi smo študente razdelili v skupince in je vsak mogel eno elektrarno predstavljati, eno od tipov elektrarn, plus kako pride to do gospodinstva, do doma elektrika. Ne? Se pravi, sončna elektrarna je bila, pa hidroelektrarna, pa jedrska elektrarna, pa termo, se zdaj spomnim, pač različne te elektrarne so bile in to niso navodila, ti boš pa zdaj turbina, ti boš pa voda, pa tako. Oni so iz poznavanja vsebine, iz poznavanja tematike, se pravi, kako jedrska elektrarna dela, kako deluje, so oni si razdelili vloge, da je bil ne vem, jedrsko gorivo, en je bil para, en je bil turbin, pa tako vse te stvari. In to vse od elektrarne daljnovodov do doma. Ne? In recimo meni je bilo čist fascinantno, ker se je ena skupinca spomnila, ker so bili hidroelektrarna, smo šli ven iz sobe, iz te predavalnice in so šli na bližnje stopnice, ki so bile zraven, ker pri hidroelektrarni ti zmeri rabaš padec. Ker voda od odgor pride, pa pade dol in gre čez turbino in pa je generator zadnji nastane. In to so sami spomnili in tako, kar se tiče iz tega pedagoškega ali pa učiteljskega vidika je bilo meni res super, ker jih noben ni silil na kakšen način nekaj prikažejo in so čist po svoje totalno inovativno sami to naredili. In ostalih so jih pa gledali in so se tudi ostali ful naučili, ne samo te. Ne. Tako da jaz sem ziher, da te študenti, ki smo imeli par ur tega, da so se igraje naučili, prav igraje, ker se niso vedeli, da se učijo in da bojo imeli zelo dolgo časa to znanje. Je pa res, če še dodam, ne, da za učitelja je to toliko naporno, da jaz ne bi mogel zdržati. Tako, recimo, če imamo mi 10 do 15 predavanj na leto študenti,
Jaz, ki mi to kar gre, ne vem, če bi ene 4x max mogoče. Prav, to je cela neka gledališka predstava za predavatelje. Ampak je pa, poudarjam pa to, ful je fino, ker ni moja vloga kot učitelja, da jaz njim res samo malo jih tako, kako se temu lepo reče, usmerjam, ja. Sploh ni tako, da bi mogel imeti vse naprej pripravljen. Sam je pa bolj izčrpujoče, kot PowerPoint, ki smo ga si navajeni, ki sam gor namečemo in čao. Tako da na vsak način pa boljše. Možgani manj delajo v tem rutinskem PowerPointu in potem pač so učinki takšni in drugačni. Doktorica Mojca Stojan Dolar, kakšen bi bil vaš povzetek vsega pravzaprav naučenega skozi ta projekt in kako torej samo to pozornost, angažiranost, zavzetost študentov in predavateljev pravzaprav zdaj peljati naprej, glede na to, kot je Gršak povedal, da učinkovite metode imajo vendarle nekaj svojih manj uporabnih plati. Jaz bi mogoče tako zelo nasplošno zaključila, da se mi zdi, se nam vsem dogaja, da nam manjka kdaj pa kdaj ta užitek pri delu in učenju, navdušenje nad tem, kar delamo in česar se učimo. In da bi bilo ful vredno temu nameniti več ene pozornosti v družbi, kako najdeti to navdušenje, kako najdeti navdušenje tem, kar počneš. To, ko poslušam iz tega projekta na temo giba in lutk, se mi zdi, da nam vsem manjka igranje, da smo polk, nas nekdo prisil, pa veseli, da se lahko igramo. Sam enkrat so nam povedali, da zdaj, ko smo odrasli, je pa tega konc. Pa ne, dajmo se upirati temu. Dajmo se igrati, dajmo uživati, dajmo najdeti priložnosti, da to počnemo, dajmo najdeti priložnosti za take pogovore, za to, da to postane neka pomembna tema. Rok Kuhar, kako bi vi zaokrožili svoja spoznanja, pa želje morda tudi za naprej, kaj bi se dalo narediti? Ja, mislim, da vsa ta znanja pridobljena na teh projektih lahko služijo nam in preko nas tudi našim študentom pri izboljševanju svoje zmožnosti prepričevanja, pa biti uspešen v tem kompetitivnem svetu. V bistvu vsak tak eksperiment in vsak tak neka nova priložnost te lahko izboljšajo, ti razširijo tvoj pogled, kompleksnost znanj, ki jih imaš. Je bil pa tudi cel projekt tudi za nas, profesore, ki smo sodelovali v njem, poleg študentov in asistentov, ki so vsem tudi treba zahvaliti za uspešnost tega projekta, smo se precej naučili. Predvsem, če ne drugega, smo tudi spoznali kolege iz ostalih članic, spletli neka prijateljstva, poznanstva, ki mislim, da v prihodnje bodo v naslednjih projektih ali pa naslednjih stvarih, ki bomo proučevali, pomagali pri izboljšavi našega dela. Vesna Gršak, še vas vprašam, kako bi morda želeli naprej peljati? Mislim, problem seveda projektov je, ne glede na to, koliko novega ponudijo, vendarle se nekje zaključijo. Pričakujete, da bojo se spoznanja vendarle prebila v redno prakso predavateljev in kaj je za to potrebno pravzaprav? Poleg navdušenja tistih konkretnih, ki so sodelovali in se, tako rekoč iz prve roke, seznanili z pozitivnimi vidiki teh metod. Ja, zdaj je najbrž na nas, da te rezultate predstavimo, da organiziramo kakšno delavnico, da povabimo pač še ostale, da to spoznajo. Pri nas na fakulteti smo v okviru tega projekta lahko opremili oziroma kar zgradili tudi novo interaktivno učilnico, ki zdaj nudi tudi prav prostor tem našim uprizoritvenim umetnostim, torej za uporabo lutk, gledaliških pristopov, ustvarjalnega giba, plesa, z res krasnimi sodobnimi didaktičnimi pripomočki in ta učilnica kar kliče po tem, da tako kot smo pripravili zaključni dogodek, skupno konferenco teh naših dveh projektov Ultre, smo takrat tudi otvorili to učilnico in zdaj začenjamo. Prejšnji teden smo pravzaprav prve študente povabili v to učilnico in mislim, da bomo še kaj zorganizirali in s tem promovirali poleg še kakšne nove objave in obstoječih učbenikov, ki so nastali, da je zdaj to na nas, da spromoviramo te nove pridobitve. Rok Kuhar? Ja, še eden od rezultatov teh dveh projektov je pa tudi tak učbenik oziroma nek tak navodilo ali pa pripomoček z nasveti za ureditev učnih okolij Univerze v Ljubljani.
Poskušali smo združiti rezultate naših raziskav v nek pripomoček, ki bi lahko pomaga odločevalcem pri novih projektih in pri adaptaciji in preureditvi starih učilnic z različnimi nasveti in predvsem z ozaveščanjem o pomembnosti vključevanja vseh akterjev v vseh projektih, ki se na novo ustvarjajo in v bistvu kjerkoli spreminjamo in poskušamo izboljšati učno okolje. Ja, vsekakor upam in si želim, da bodo učna okolja čim bolj spodbudna v vseh vidikih v prihodnje za študente, predavatelje in vse ostale, pa da morda kakšna od teh pobud najde svoje mesto tudi konec koncev zunaj. Ne? Učimo se baje nenehoma, včasih je torej dobro se spomniti, da se je fino tudi igrati. Najlepša hvala vsem za obisk v studiu. V današnjih Glasovih svetov so sodelovali Mojca Stojan Dolar, Rok Kuhar, Vesna Geršak in Gregor Geršak. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel David Lap. Glasovi svetov.